Andrej, Cerkno približno polovica razdalje Dolge Franje, ampak tudi kraj odločitve. Tukaj se začne Vršič na Franji, vzpon na Kladje. Kako bi opisal? Franja se tukaj začne lomiti za tiste, ki res tekmujejo. Ker v Cerknem tle je druga ukrepna, za tiste, ki grejo, bom rekel, se družiti, je tle idealen počitek, pred klancem se lahko osvežijo, malo spočijo, pa pol res počas, rečemo prvi kilometer od tega dobrih 8 km, mislim, da je 8,4 km dolg vzpon. Prvi del je strm, tako da je fajn, da nekako počas začnete, da pridete na tisto delovno temperaturo nazaj in da potem klanc probate v čim bolj enakomernem ritmu speljati. Nobenega namena ni, da se zaženeš, ker pol zna biti zadnji kilometri zelo dolge. Za tiste tekmovalce, ki se tle ne bojo ustavili, imajo pa itak skoraj vsi svoje, bom rekel, pomagače na vrhu ali pa podpornike na vrhu Kladij, kjer jim iz okrepčili kar s ceste dajo bidone, tako da bom rekel, Kladje so odločilne, bom rekel, prelomne, niso pa odločilne, zaradi tega, ker je na vrh Kladij smo šele čez dobro polovico. Če preveč pokurimo, se nam to na koncu lahko zelo pozna, tako da res je treba razporediti pravilno moči, ker tudi v spustu, pa potem po ravnini, če najdeš pravo skupino, še zmeraj lahko narediš tisti čas, ki si ga zastavil. Če tukaj v Cerknem se ne ustaviš in se ne oborožiš s pijačo, je zelo verjetno, da boš na nemški cesti se srečal s krči. Ja, tudi že prej lahko na nemški, pa skoraj sigurno, zaradi tega, ker tisti, ki smo malo manj pripravljeni, nimamo toliko kilometrov v nogah, pa smo že dotle, mogoče nevede malo več pokurali, je siguren zadnji trenutek, da se ustavimo, okrepčamo, napolnimo zaloge in pa se potem po pameti lotimo Kladij, ker na Kladjah ni konc, ampak smo šele čez dobro polovico, tako da pol je še kar, bom rekel, kar nekaj truda še po Poljanski dolini, pa seveda pol od Vodic, ko se začnejo te manjše špičke, ki jih ponavadi na krajšem treningu sploh ne čutimo. Po 120 km hitre vožnje se pa vsaka zelo pozna in vsak košček energije ali pa vsak atomček moči hudo prav pride na koncu. Lani ste organizatorji pripravili tekmovalcem na presenečenje. Sredi ceste je ležala strkena krava, letos lahko pričakujemo še kakšno večjo sponzorsko žival. Ja, lejte, organizator zmer poskrbi, da je vse v najlepšem redu, zavarovano vse, ampak na krave pa na take, bom rekel, to višja sila, noben ne more računati. Jaz upam, da je krava nekaj najhujšega, kar je lahko se zgodilo. Smo pa vsi veseli, da je krava zgrešila svoj cilj in da je brez, da bi kakšnega kolesarja podrla, priletela na cestišče. Torej, gremo k višku.